No, evo, viš, zdaj si že krasno tole odnesel, ampak jaz sem vse nazaj skočil. Se pravi, ti si na Dunaju študirala pa tekla. Ja. Kaj si pa ti počel? Jaz sem takrat tako, pač dva projekta sem vtakal, tako prenove interjerov, ker imam tako tudi zelo fajn na Dunaju početi, ker je velika razlika kot tukaj, ne, recimo, ko priješ ti na gradbišče kot arhitekta, ne, vsi izvajalci čakajo, kaj boš ti rekel in kar reče arhitekt, to drži pola, ne. Ja. In to, da bi izvajalec pol nekje za tvojim hrbtom investitorju tvoje ideje tako predstavljal, kot da to se da pa cenejš narediti ali pa drugače, ali pa da on boljš ve, tega ni. Ne? Kar bo arhitekt rekel, tako rešitev bo izvajalci naredili, ker tam arhitekt pač svojo odgovornost. Ne? Se hotel reči, to je dvorezen meč. Ja, je. Ampak je po drugi, mislim, jaz sem raje to, da vem, da je to moja odgovornost, pa da to ne, da izvajalec naredi to, kar hočem, ker pa da se zanesem zdaj na to, da bo on zdaj prepričal, pa pol on nosi napako. Ne? Mi ni to. Ja, in je to zato tudi drugačna arhitektura tam nastaja, ali pa drugačna nastaja. No? In je bilo to en tak zanimiva izkušnja, imeti to en tako malo gradbišče, no? Pa videti te odnose, pa kako je, pa ko smo mogli tam za eno zadevo gradbeno dovoljenje, bi mogli pridobivati, ne, je rekel ta izvajalec, to pa treba gradbeno dovoljenje, ne, to pa lahko traja, ne, kar nekaj časa. Pa sem vprašal, koliko časa pa lahko to traja? Ne vem, lahko tudi 2 tedna, ne. In potem sem rekel, ok, 2 tedna, to pa že bomo počakali, ne. Pri nas traja 2 leti, ne, lahko tudi to, ali pa, ne. 2 tedna, dobro. Ta je dobra bila. In v glavnem, to je bila eno obdobje, no, pol so začela tudi nekaj... Zato pol Matevž ni hotel iti nikoli z Dunaja. Jaz sem hotel ostati na Dunaju, To je bil tako edini tako večji konflikt, kar sva ga imela, no, tako kot partnerja, je bilo to, da je Matevž tam toliko dobro se imel kot arhitekt, da res nisi hotel iti nazaj. Ne, pa tudi mesto mi je všeč, no, mesto Dunaj z svojo infrastrukturo, kulture, urbanizma, vse, kar ponuja, no. Sicer takrat še nisem vedela, da bo korona prišla pol čez nekaj časa, pa da mogoče tudi je bila to pol dobra odločitev, da smo šli, ne. Ampak ja, na neki točki sem potem iskal tudi tam delo v biroju, ampak pol bi to pomenilo hkrati, glih je se pa outsider lepo prijel, ne, da bi pol mogel se odločiti ali za eno ali za drugo, kar pa mi bilo čisto avtomatsko jasno, kaj je prioriteta, ne. To pač ni bilo delo v biroju, ampak da delava arhitekturo na ta drugačen način skupaj. Se pravi, ni bilo tako, ko sem vam hotel reči, ti si bil za to, da ostanete, ni bila za to, da gresta, in potem ste naredili kompromis in ste šla. Ne, je bil outsider, torej uraden razlog. Pa otroci, no? Ampak je bilo čisto okej. Ja, pa prvi šel v šolo, ne, ker dokler so otroci v vrtcu, imaš ti lahko neverjetna razlika. Si fleksibilen, lahko rečeš, jutri ga ne bo, pa ga ni, pa ga cel teden ni, pa pol pride, noben ne vpraša, ki je opravičilo, pa da je zamudil snov, pa to v šoli. Šola te potem veže na eno mesto, ne? In takrat so pol pač imeli starejšega opisanega in v Ljubljani in na Dunaju, ne? In pač največ v prvi razred. V prvi razred, neko naključje, takrat so rekli, no pa ne gre v Ljubljano v šolo, smo bili v Ljubljani, no. In je bilo pol, med tem, no, ko je Nina tekla pa to, ne. Tekala okoli, ja. Jaz sem takrat tako tudi s kolesoma, ne, jaz sem imel to prikolico za otroke, ne, otroke noter smo šli okoli po igriščih, po teh parkih, ne, tudi v bistvu s kolesom pa s prikolico smo zelo veliko Dunaja spoznali, ne, ker je bilo pol vedno en šok priti v Ljubljano, ne, ker tiste prikolice nisem mogel več uporabljati, ker so te robniki, ker so kolesarske steze preozke, ker zginejo vmes tudi, ne, jih ni, jih moraš iskati pol neke užine, ker so robniki, ki pomeni, da če malo zavijaš, rukne, ne. Skoči. Ja, in kljub temu, da Ljubljana pol govori, kako je prijazna kolesarjem, vidiš koliko ima tukaj še prostora za izboljšati, no. In tudi tako, ne, zelo fajn obdobje bilo, no, meni je zelo všeč. To po Dunaju se raziskovati načine življenja, parkovne ureditve, ambiente, mesto, kaj ponuja za otroke, kaj za odrasle, tako. Bilo kar takrat, mislim, živeti na Dunaju je v bistvu en privilegij, če imaš to priložnost, no, je tako mesto res, se vedno na lestvicah najboljših mest
In je tako. Kukor za koga. Kukor za koga. Ja, kukor za koga. Jaz mislim, da bi ne bi sedel. Meni tudi Ta germanski ni svet pol vzame sedel. čist preveč urejen. Ja, ampak je da bi- Dunaj toliko mešan, da te germanskega je zelo malo, ne. Že, ampak Eh, germanski Tudi turškim se zmešami zgodi tudi ne to. paše. Mislim, da tam prideš res noter, nimaš šans, če si. Ampak Slovenc, veliko več kot kjerkoli drugje v Avstriji. Se poznava Slovenca, ki je direktor inštituta, oziroma ne direktor, ampak je zelo na visoki poziciji inštituta za znanost in A ja, tehnologijo. okay, Gašpar Tkačik tako je da je- znanstvenik, ampak on deluje ne toliko v. To nimajo Avstrijci, to je res mešanica. No, ampak to outsiderjev, no, pri sposobnostih, to ni če tipičen si sposoben, so ti tudi vrata odprta tudi na Dunaju. Mhm. Ampak ta germanskost se bolj tako na ulici čuti, kot če greš z rdečo luč, a ne, pa se potem takoj nekdo za tabo zadere, da po avstrijsko, ne, kaj misliš, da boš zdaj kaj hitrejš prišel. Ne? Tako ta njihov red, ne, ki ga vsi spoštujejo in tudi zaradi katerega pol vse to funkcionira, ne, se odraža pol na vseh teh korakih. A ne? In to včasih je tako malo Ja, tesnojoče. Po drugi strani pa veš, da zaradi tega pa te stvari tam delujejo, kot delujejo. Ne? Da se pri takih malenkostih začne v bistvu lahko neka skupnost graditi. Ne? No, 3 leta smo živeli na Dunaju, to je bilo čudovito obdobje, mislim pa, da je bilo tudi čisto dovolj dolgo. No. Da. A, ko ste nazaj prišla, se pravi zaradi ta outsiderja, a niste šla takoj v Vodnjan? Ali Ne. takoj? Ne, v Vodnjan, to je bilo kaj 2018, sva nazaj prišla. Ja. Sej, konec 2019 je Kaj je šel v Valentino šolo, Ja. bilo 2018. Pa med korono. 2018 smo pa tudi začeli s prenovo te hiše v Vodnjanu in potem 2020, ko je pa korona nas zaprla, no, smo pa mi tja šli. Ste se pa kar postavili. Šli smo za 2 tedna, petek 13. marca, ne, ko je bil zadnji dan, ko je bila še šola, pa glih so oddala, mislim, da 21 številko v tisk. Zdaj pa gremo ta 2 tedna počakati tja, ne, pa smo 2 leti ostali. No. Ja. Je bila tudi zelo zanimiva izkušnja, no. Tako je bil pa ta kontrast mogoče temu Dunaju. No. Ja, si predstavljam, ker tam vele mesto, vsa infrastruktura, pa to, pa ne samo ne v Ljubljano, ampak še v Vodnjan, ki je pa sploh nepoznano mesto, nekje tam čist na koncu sveta. So rekli, da če bo zdaj prišlo do apokalipse, najboljš jo dočakati tam nekje na koncu sveta. No, pa ste res mislili, da bo prišlo do apokalipse. Ja, veš, ko smo se ti spet 13. parali tja, ne, ko sem jaz v Kopru tanku, še zadnjič pred mejo, sem se tako prav zamislil, kdaj bom naslednjič, ne veš, kaj bo, bila neka zelo nesigurna situacija. Ja, ne. takrat, marca, april je bilo zelo negotovo, Ja. ker se še ni vedeli, kaj sploh ta bolezen Vedeli smo, kaj se na je. Kitajskem dogaja. Ne? Na Kitajskem so švasa ljudi v bloke, pa res je bilo noro. Ne? In zdaj pač vedeli smo, da ta virus zdaj prišel v Evropo, po A ti nisi celem svetu. a ne. tako doživljal na začetku? Ne, jaz tega nisem nikoli res ne imel. No, jaz tudi tako po številkah, pa to jaz tudi nisem mogel verjeti, da to resno jemljemo. Ker se mi je zdelo, da po zdravi kmečki pameti, to, kar sem videl, pa to, kar so paniko zganjali, se mi je zdelo, da to je čist brez veze. No, ampak po tej isti pameti vidiš, da to, kar paniko zganja, lahko bistveno spremeni tvoje življenje. Ne? To se tudi je spremenil. Ne? Ja. No, in to je pa mene, ker jaz imam probleme z avtoriteto. Ja. In to je mene iritiralo do konca. Res, to me je iz kože bi takrat skočil. Res, ki si gledal tam. Okay, da ne grem besed, ja, ampak da je policija preganjala otroke z igrišč, mislim, to se mi je zdelo, vi niste normalni. No, v Vodnjanu je bilo pa vse odprto, ne? In to je en zanimiv razlog, ne? Ker v Puli so bili testi PCR-a, 100 evrov, na Reki so bili 70 evrov. Ne? To so pol nazaj reflektirali. Ne? In so najbrž tako vsi šli tja, ker se je že splačali za 30 evrov, so naj šli na Reko delati, ker pa je druga županija. Je bilo pol Istra ves čas v zelenem območju, ne? Se pravi, kino je bilo odprto, v kino si lahko šel, sam nisi smel kokiti sam. Pa v gledališču
sva gledališče sva stalno hodila in sem bila zelo smart narejena. Si prišel tja, se te posnela nek diktafon, tvoje ime, priimek pa telefonsko številko, če bi se karkoli zgodilo, da pol obvestijo vse. Bil vsak drug sedež frej, in smo tam pač gledali predstave. Mislim, da to brez mask lahko. V glavnem pa šola je bila skozi odprta in smo imeli krasno. Vidite, ste otroke tam v šolo? Tam sva dala kar v šolo, otroke. V italijansko šolo, kjer so bili oddelki po 6-7 otrok in je bilo skozi odprto, pa zelo povezani so bili. Naučili so se še novega jezika. Ne še hrvaščino. Spet neka taka idila, ful lepi spomini na to obdobje. Čeprav je bilo grozno, kar se po svetu dogaja. Čeprav je bilo grozno, pa čeprav tudi ta Vodnjana, mi ga gledamo romantično, pa nam je prekrasen, v resnici to ni nek kraj, ki bi veljal kot nekaj zelo perspektivnega. Ma sicer žarišča razvoja, načeloma gre pa to ni razvit kraj. Tudi, če gledaš urbani razvoj, ne gre v pravo smer. Veliko stvari je narobe. Ampak mi kot smo privilegirani, da ga lahko izkusimo, tako kot ga izkušamo. Pa niste tam Ne, mogoče, ki se reka, da je neperspektivno, ampak je to zanimivo, da je tam tretja največja firma na Hrvaškem. Infobip. Da pač oni se ukvarjajo z informacijska firma, mislim, IT. In to je bilo mogoče zanimivo, da mogoče en tak kraj, ki se zdi neperspektiven, da so prav v tem kontekstu korone, lockdowna in tako naprej, da je prišlo v ospredje mogoče ena ta prednost malih mestec, ena prednost tega življenja v manjših skupnostih, ki lahko hkrati ponujajo eno tako veliko kakovost bivanja. To mislim, da tudi še zdaj po koroni je kar nekaj ljudi spremenili način življenja, ker so ugotovili, da mesto ti ponuja veliko enih fajn stvari, ampak podeželje ti pa ponuja v marsičem lahko višjo kakovost bivanja, od hrane, zraka, kvalitete prostora, ki te obkroža vsak dan. In je to en tak zanimiv, mogoče tudi rezultat tega spremembe, mislim, še človeštva, ki smo bili prisiljeni v nekem momentu. Se pač nekomu pašiti nazaj v mesto, pa super, ampak kdo pa spoznal, da obstajajo to drugi načini. Jaz sem bil takrat, se spomnim, dva vidika dobra sta bila, kar se te korone tiče. Prvič, ceste so bile čisto prazne in jaz sem se vozil lahko kjerkoli, ker pač gradbišča povsod. To sploh ni bilo problema in tako enostavno, kot je bilo takrat migrirati, ni bilo nikoli še. In edin gradbeništvo se nekako ni ustavil. To smo delali skozi, ni bilo nič. Drug pozitiven je bil pa, da so bile tudi smučišča prazne. Tako da si šel na krvavc lepo in praktično smučišča zrihtana, ampak si šel peš gor in se spozil dol in je bilo super. Ampak hotel sem to reči, videla sta tam prenovila to svojo hišo, prej to sta precej sama tudi delala, kot sem spremljal. Ja, dosti. Ja. A sta sam terat sama brusila? Tako, ni bila to ideja, da bi ful sama, na koncu na neki točki soočen s tem, zato ker tisti ljudje, ki so tam pač vse skupaj so delali, imeli tako zelo low budget, pa hkrati so imeli to kot en eksperiment. Govorimo se prav, da prenova postaja paradigma sodobne arhitekture, ampak ko pride do prenove, še vedno se zelo veliko ljudi, ki so v stroki, reče, boljš podred pa na novo zgraditi, kot pa prenoviti. Ali pa tako prenovijo, da bi na novo postavili. Ali pa to. In kar je pa najbolj zanimalo v tej besedi prenova, je to, kako se pa lahko čim več te originalne substance ohrana. In kar je pomenilo, da je pač vse skupaj en laboratorij, iskati načine, kako tudi pač veš, da lahko napaka pri tem nastane, da mogoče način, kako boš našel, se ti zdi, da je dober, pa mogoče ni v resnici. Ampak vseeno so šla pol na ta način te stvari, se te prenove lotila.
kar pa pomeni, da tudi ne moreš najeti ene firme, ki naredi pol vse po nekih ustaljenih načinih, ki takrat veljajo, ampak imaš ljudi, ki jih najdeš nekje na ulici, pa so gradbinci, ki delajo tako, pa drugače, pa prvo, pa tretjemu razno. Vse znajo, pa nič ne znajo. Zelo dobro znajo rušitvena dela, to obvladajo. Ko pride do kakšnih del, ko treba kaj narediti, je pa že treba popravljati, pa tudi nimaš to, kar pri firmi imaš, rečeš, to je reklamacija, ampak pač moraš sprejeti, ali pa probati nekako izboljšati. Tako da na neki točki je bilo pol do tega, da sva kar ene par stvari se sama lotila, tudi ob tem naučila, kar je pa spet fajn tako biti v tem rečejo zdaj neposredni stik z arhitekturo. Ali pa pač mogoče to niti ni, jaz rečem, da je to anti-arhitektura, ker to pač ni, te prenove niso tako izgledale, da bi mi dva naredila projekt, pa ga pol izvedla, ali pa nekdo tretji. Midva pač sva prišla v hišo, pa jo opazvala nekaj časa, pa pol, se sva risala skozi projekte, pa jih spreminjala, ampak ti dejansko, dokler se ne zariješ tam substanco, ne veš, kaj spodaj, pa kaj boš res ohranil, pa kaj ne. Imela sva nekaj izhodišč pri tej prvi hiši, eno temeljno je bilo, da želiva vnesti svetlobo, ker je bila hiša temna. In to je pol pomenilo tudi odločitev, da eno etažo v enem delu odstranimo, pa še druge stvari. Naravni materiali, to je druga stvar. Tukaj pač imamo že tako od nekdaj neko afiniteto do naravnih materialov. Mislim, da se tudi plastika je naraven material, če tako gledaš, ampak pač ti avtohtonija. Niso fanatika, ampak ko imaš na izbiro, pač da imaš, ne vem, nekaj naravnega izbereš. Mislim, če imaš hišo iz kamna, pa če je ta kamen lep. Da boš v stiropor oblekel. Tako, Pa se dogaja to, pa delajo to ljudje. Tako tukaj so pol, na ta način se spoprijela s tem. Unterac smo sami delali, tako zelo fajn ratela. Ker tudi nisva vedela, kako pa kaj, ampak greš malo okolo, vprašaš ti ljudje, ki imajo izkušnje, velikokrat radi pomagajo, povejo, tudi pol pokažeš, kaj je ratalo, pa so presenečeni, da že v prvič tako ratalo nekaj dobro. Pa še marsikaj smo pa tako na ta način. Ker tam so delavci tako res iz ceste, to niso večinoma ljudje, ki imajo kakršnokoli izobrazbo, niti nekaj dosti izkušenj, to so pač ljudje, ki bi radi nekaj zaslužili na hitro, pa tudi ni neke posvečenosti delu, velikokrat niti ne znajo, niti ne zmorejo in pol pač ne moreš res dobrega učinka potem tako dobiti. Do neke mere lahko, pol pa sva videla, da morava tudi kaj se. Eni so boljši, eni so slabši, eni so res samo za rušitev. Veliko sva pol delavcev tudi iz Slovenije pripeljala. Ampak to sta imela pol že pripravljeno, že prenovljeno, ko je prišla ta korona, da sta šla lahko noter, takrat nista mogla terati pol brusiti. Ne, takrat je že bila v bistvu na tisti fazi, tako na 9 ali pa 95%, da se je dala noter. Ugotavljala, da tudi nikoli ne bo končana, da je vedno tako. Itak, če pa eksperiment. In takrat, a sem se prav zapomnil, Matevž, takrat si mi enkrat razlagal, da sta spoznala, ker je tu majhna skupnost tudi župana, pa nekaj in ste pol tudi zvonik gledali. To je pol, župan je tam sosed. Ampak to je bil on vmes izvoljen, prej bil pač sam sosed, zdaj pa sosed, ki je župan še. In pol imaš tako, greš po ulici v trgovino, pa reče, a bi šel pogledat, kje bi ta zvonik neki. In pol smo tisti merili, pa gledali, pa tako taka fascinantna stavba iz leta 1808, tam nekje, najvišji zvonik v Istri, zidovi, ki se tisto izmero delal, nekaj imaš zid, debel 4 metre, iz kamna, spodnjem delu, se pol se oža proti vrhu. 4 metre zid debel? Ne. Ali pa ne, 2 metra je zid, pa imaš 2 metra volumna, pa 2 metra zid. Da se da majčka začne, to pa je. Ampak glavno, ker narediš tlor iz tega, pa imaš vse šraferan, razen majhnega kvadratka interjera na sredini.
in je bilo to tako zelo fajn. No. Sicer pol to ni bilo nič realizirano, ker je je bilo drugačno, ko se je to poenostavilo, pa so pol neke pač ivrnate rešitve preparali. Noč so bile spravljene neke te lepe konzole od streha, ki sem jih želel uporabiti v nekem stropu. Ne. Ampak to je ta problem, da imaš mesto, ki ima tako zgodovino, ampak se prebivalci ne zavedajo tega bogatstva zgodovine, ampak jo jemljajo kot breme, ne, kot nekaj, kar je zdaj se bo porušilo, pa staro, pa ni tako, kot unika imajo novo, pa tako. In pol se mi zdi, da če nekaj starega občuduješ, pa ceniš, da nisi glih v tej liniji, ki jo oni iščejo ali pa razumejo. Ja, pač nimajo veliko primerov lepih prenov, no, in potem pač ne razumejo, da so tudi druge rešitve, ne samo neka vila na obrobju, no. To je za njih za večino kar idealna, ne. Ampak več, ko vidijo primerov lepih prenov, bolj prepoznavajo vrednost v tem, kar imajo. Mislim, da to Kras pa nas ima isto problem. Kraševcem je bilo dolgo to bolj breme, ali pa še danes mrskomu kot, bomo rekli, ironija je, da mora pol kakšen Ljubljančan priti, ki pa pol res to prenovi z tem. Temu je bil namenjen tudi tale minimalna arhitektura v Alpah, to, ki sem jaz ta skedem prijavil, in pol sva zanč nisem mogel iti na tisto podelitev, pa sva šla pol en vikend kasneje za Lenko tja, ne, in da se pelava, to je Breno, ste že slišali za ta kraj. A si dobil nagrado? Menšen. Čestitke. To je res lep. In sva stoj tam nad Ganskim desno nekam gor, ne? In pol le prideva v one hribe, po neki ljugasti, in pol gledava tisti kraj. Žalost, ne, tako res žalostno. To, kar sta pravila, prenova taka, drugačna, ampak res ni, ne, Alenka, pa kako da so to tle dali v neko mestno hišo, da razstava tam. Zakaj so to glih tle dali? Vse rekel sem, mogoče pa ravno zato, da bojo videli, da se da malo lepše narediti, ne? Da niso zbrali enega kraja, no in pa so jih za nazaj popikali še kar precej teh krajev, italijanskih, in res, eni so kot cukrčki, res lepo prenovljeni, vidiš in iz tega zdaj pumpajo, imajo in turisti in to, eni pa brez občutka so pač speljali cesto in so dali fasado in to, in te kar boli, kako je, ampak kakšna zaidejo. Ja, zdaj to zavedanje o tem se zelo povečuje, ne, pa po drugi strani pa še vedno se kar ne moreš čuditi, kako to še vedno prisotno pol na nivoju nekega odločanja na nivoju prostorskih aktov ali pa čega urbanizma od zgoraj na vzdolj, da ni tega razumevanja do vrednot, ki so edinstvene, ki so se razvijala stoletja ali pa tisočletja, ne, pa se jih ne zna ceniti in dodajati na pravilen način to, kar je novo. Se vedno treba nekaj novega dodajati, ker pač nismo kameneli v nekem času, pač življenje gre naprej, ne? Ampak te stvari, ki se jih na novo dodaja, se jih lahko dodaja na različne načine. In a dodaš nekaj kvalitetno umeščeno v prostor ali pa nekvalitetno, v bistvu na koncu skoraj isto stane. No? To je tista žalost, da lahko zapraviš veliko denarja tudi za slabo arhitekturo. Ne? No, ampak se to moje stališče poznate, ne? To ne moreš doseči prek prostorskih aktov, pa teh alinej, pa tega. Ne? To je nemogoče in to je isto že Len je rekel, da it's very easy to be a bad architect. It's even easier to be an average one. But to be good, that's tough. But we are determined. No, in zelo podoben je zadnjič Budja, Blaž, na enem predavanju, zelo podoben rekel, da dejansko pri nas skozi prostorske akte, ti v bistvu ki se eni čudijo, pa kaj imate toliko problema skozi upravnimi enotami, ti nek podpovprečenega ali pa povprečenega z lahkoto spraviš. Pač narišeš hišo na 4 vogale, kukrle, 4-koten, tako, to gre vse skozi, čeprav ne zgleda za kamer. Ko pa hočeš neki mejčken z prostora vleči, neki, to je pa... Tukaj se mi zdi, da je velika priložnost, no, da se v prihodnosti
te stvari spreminja. Ne. Zdaj pač težko, takrat smo imeli eno pobudo z Jernejem Marklom, da bi se ta zakonodaja malo izboljšala, ne. Ampak jaz mislim, da se, če gledam arhitekte, vsak ima neke slabe izkušnje, ampak ni pa te neke povezovalne sile, da bi rekli, pa dajmo si narediti zakonodajo. Ne se pač ljudje pišemo zakone, saj niso dani od ne vem koga. Ne. Ljudje si pišemo zakone in ima vsak vpliv na to v demokraciji, kakšen zakon je. Ne. Ampak arhitekti smo tukaj popolnoma pasivni. In zelo malo, zelo redki, ne, da že ta pobuda, ki je bila, je bilo tako, da smo presenetili mogoče zbornico, kaj pa zdaj s tem, kako naprej. Ampak v bistvu bi mogla zbornica imeti, po mojem mnenju, tisto besedo pri zakonodajalcih, da bi stalno opozarjala, kje se lahko zakon izboljšuje, pa ne, da se nove zakone dela kot to najslabše, cel zakon menjati, ampak da se tisto, kar je, izboljšuje. Tako smo takrat to nastavili. Ampak meni je še danes fino, da smo to nastavili, zato ker zdaj kadarkoli kdo kaj reče, jaz vsakeč potegnem, pa mu lahko to. Vse smo nekaj predlagali. In ta predlog bi marsikaj rešil. Marsikaj. In takrat smo zelo naleteli na to, vem, glavni očitek je bil, da to ne sme biti, moraš upravna enota to gledati, ker bojo pa lokalni šerifi neki. No, zdaj, toliko let kasneje se vidi, da imajo pa še tisti, ki so najbolj to zagovarjali, tudi ta problem, da ne prideš nikamor. Ne. To se samo slabša, ker se ne boljša. Če se ne boljša, se slabša. To pa res, Tako da tisti je fajn. Jaz sem da tisti kar in vesel in ponosen, da smo to naredili in imamo zmer, ne da samo šimfamo, jaz ne maram tisa, da se šimfa. Predlog je bil. Vem pa, da si rekel, da takrat je bila zbornica tako. Kaj ste naredili, celo nek dogodek, pa so prav presenečeni, kaj pa zdaj to? No, vse to, ker ni tega, te navade, ne, da stroka predlaga. Ne, je veliko, mislim, stroka zna, pa ne govorim zdaj zbornica, ampak tu na splošno stroka organizirati veliko okroglih miz proti nečemu. Ne. To je tisto, kar je najlažje. Ne, pa tudi veliko ljudi pride, pa je veliko ljudi zelo hitro lahko proti. Ampak pa tudi tukaj, to so bile moje izkušnje v študentskih letih, ko je bil ta Kolizej, ko se je rušil, okrogla miza proti, pa vsi so bili istega mnenja, ampak Kolizej je bil pa že porušen, in se je že potem delal reševali problem, ki ga ni. Isto se zdaj, ne vem, okoli štadiona, okroglih miz, ne vem koliko, pa propada, pa bi lahko ga rešili, lahko obstaja zakon, ki omogoča to, da bi naredili nekaj, ampak se ne. Potem isto zdaj, ne vem, TR2 postaja ravnikarjev, republike, kaj bi morali v njem narediti. Ampak spet, je to lahko za okroglo mizo rešiš, ali so drugi inštrumenti, ki so lahko bolj učinkoviti. Arhitekti tukaj malo pozabljajo pač investitorja v igri. No? Se mi zdi velikrat, ne vem zakaj, ta nek odpor, mogoče malo povezan tudi s to odporom do podjetništva, no? Predpostavka, da je slab. Da je investitor slab, da noče dobre rešitve, da je, ne vem, kapitalist, kar je zlo že samo po sebi. To se mi zdi, da tukaj stroka dela sama sebi zaradi neke čudne ideologije veliko škodo. No? Pač na Dunaju je ta primer drugačen. Tam tisti, ki vlagajo kapital v mesto, so dobrodošli. Mesto jim pa pomaga, da naredijo nekaj dobrega zase in za skupnost. Tukaj se jih pa odganja. To je pač, valjda bo investitor hotel vedno več, ampak mora pa tudi mesto znati stvari uravnovesti, da je skladno z celoto. Da je v korist mestu, ne sam pač nekomu, ki to pol zgradi, ker se pač pri nas zgodi na koncu, ko končno pride do neke realizacije, pač vse mesto nima od tega kaj dost, razen to, da ima pač ne vem koliko novih stanovanj, ki so prazna, pa ki jih noben si ne more v mestu privoščiti. Pa še arhitekturno velikrat niso presežki, ampak bolj neke sledijo trendom ali pa tako. Ampak dejansko spet tukaj prejmo nazaj na nas arhitekte. Ker jaz res mislim, da ni želja investitorja, tako kot si ti rekla, da naredi nekaj slabega. Je pa res, da za nekaj dobrega moraš ti, pa se je isto pri individualnih hišah.
ti moraš vložiti en trud, prvič ga razumeti, tudi njegove take interese, ki niso samo arhitekturni, pa vložiti en trud, da mu predstaviš, če misliš, da bi nekaj res bilo boljše. Če vzamemo čisto preprosto stvar v enem hlevu, če bo nekdo prenavljal, da ga bo obnovil, mu dal nov življenja za 3 apartmaje, lahko jih naredi na način A, pa bo oddajal sobo za 45 evrov na noč, ali pa na način B, pa bo oddajal sobo za 500 evrov na noč. Pa si lahko pol tudi zračuna, pa ne bo to 10-krat dražje prišlo. Ja, je tudi tako, da moče ki bi jih za 30, ne bi jih niti znal za 50. Tudi problem je to, da pa imaš pa neke čudne interese politične v mestu, ki si pa mogoče ne želijo sploh investitorjev, ki bi lepe ambiente delali, ker pol pa takoj, je pa gentrifikacija, pa imaš neke čudne debate, seveda, nujno, pač kar dela mesto je raznolikost, moraš imeti različne sloje pomešane skupaj, to je to, kar mesto dela živo, ampak če pa hočeš na silo delati neko pravičnost, pa velikokrat zatreš tisto, kar izstopa na dobro, to pa ni v redu, taka pravičnost meni ni všeč, da se najboljšim poreže glave, tako investitorjem kot drugim, ni boljš po mojem za nikogar. Ne gre, oziroma to pele v neko uravnilovko, iz kjer ni nikoli ne. Ampak pri nas pa se mi zdi, da taka neka miselnost, kakor pač mogoče se čist motam, ampak sem opazila, da je neka taka ideološka miselnost, ki včasih zatre tudi arhitekturne ali pa urbanistične pobude, neka nerazumevanje mesta ali pa ideološka zaslepljenost, ne vem, kaj ne razumem čisto. Jaz to razumem še bistveno manj, ker sem veliko manj v mestu in za mestom, tako da tukaj bi sploh težko kaj komentiral, lahko samo poslušam, ali pa kakor slišim recimo od Vaja, pa od Ostana, pa tako raznih takih, ki so bolj upeti v to tukaj. Ampak sem pa imel en primer, včeraj, ko sem se peljal iz gradbišča v Divači, sem govoril s tem Mihom iz EcoArta, pa je bil kar čisto iz sebe, zdelal se bo menda nova stavba, center, ne vem kaj, za gozdarstvo Slovenije. In ker ne bi bilo cnej, so hoteli že narediti betonsko. Tako, je bil projekt v lesu, hoteli so pa, bi bilo cnej in da bojo betonske. Pol to, hvala Bogu, je le prevladal malo zdrave kmečke pameti, da stavbe za gozdarstvo pa res ne moreš, pa vsej težni, pa vsem, kar ne bi država spodbujala, pa Spirit se šel, pa ne vem kaj vse, spodbujali gradno z lesom, zdaj boš pa ti za gozdarstvo, ne za kemijski inštitut, ampak za gozdarstvo boš naredil klasiki. In to z parolo zelenega prehoda najbrž. Tako, to boš pa napisal gor v besu. Ampak to je menda pol država, tako mi je Miha rekel, dala zdaj neka dodatna sredstva, da bo šlo na les. Ampak zdaj, kjer les? Zdaj spet. In on, pa zdaj tudi Lukič, ker je not vstopil, se trudita, da bi ta IT Wood pripeljal, ker to je dejansko edini tak produkt, ki je dejansko slovenski. In je od debla, ki ga posekajo slovenski in se tukaj naredi in to. In jasno, je nekaj dražji, ker je pač nekaj dražji, ampak če pa v to vložiš, ne pa da boš zato zdaj pri vsem trudu pa besedah, ko boš to domačo industrijo, tam boš spodbujal pa nekaj denarja dajal, pa da se to razvija, ko pa treba nekaj naročiti, a ne to ne pa drugi. Bomo pa mi avstrijske cele te plošče pripeljali noter, mislim. To pa ene stvari pa moraš ti z gesto narediti. Samo gradnja take stavbe pomeni, in to mi je bilo da dvigneš to industrijo. Mislim, Miha, to ne čez 3 dni, ko bo prepozen. To zdaj, ko odloživa midva, mislim, to morate poklicati, ker rekel, pa ne bomo še najprej dramo delali, se bomo najprej probali še zmeniti. Kad oni bojo zadrževali toliko časa, da bo prepozen. To morate zdaj narediti in pač problematizirati.
whatever it takes. Mislim, to se preprosto ne sme zgoditi. Ne, recimo druga taka zamujena priložnost, sicer ne toliko iz materijala, ampak iz arhitekturnega smisla, se meni zdi ta letališče. Letališče so neka vrata noter, veš kaj delajo. Meni pa ne, se tukaj ne strinjam čisto. Ja. Ker letališče je tako, da bi bilo lahko toliko več, kot je zdaj. Ja, to ja, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da letala so prav tisti pač največji onesnaževalca. Ja? In narediti tako brez tako v bistvu pragmatično stavbo, vse ima, funkcionira noter, vse teče, lepo je, tako, ne, pač... To je problem, ker ni res. Kdaj si nazadnje stopil iz letala? Nekaj veš tam, pa pošli to pa res, ta prihod je pa ene oske štenge, pa kad bi jih nekomu domov prišel, to pa res. Nemogoče. Jaz ne rečem, da mora biti to tako kot istanbulsko ta novo, ker ne vidiš konca. Nisem to rekel, ali pa Fosterjevo letališče v Hongkongu. Sploh ne, mi smo majhna država, ne rabimo, tistih par čarterjev bo že prileteli. Ampak to je bilo, tudi če je majčkeni lahko nekaj lepega. To je res, ja. Pa pravilno organizirano. In tukaj je bilo škoda. Ali pa, čakaj, a ste vi pisali o teh, ja vi ste pisali o teh cestninskih. Pa to se mi je tudi zdelo. Vse se vali mem, kaj so Norvežani naredili, pa kaj pa mi. Pa sploh ne vem, kaj so se matrali graditi, si lahko kontejnerje merskove kupali, pa bi jih oblekli, pa bi bili tako redo. Mislim, prav tako zamujenih priložnosti je res veliko. Zamujene za 100 let pol, ne? Pa ne bo zdaj noben podaril. Ja, ta prostorska kultura je zelo nizka, kar je pač... Pomeni, da imamo veliko dela še pri outsiderju. Ampak to sem prej hotel začeti, pa nas pa zmeraj. Mislim, da ne bomo pri nas te arhitekture s prostorskimi akti na višji nivo spravili. Zato se mi zdi toliko dragoceno, kvalitetne revije, to, ker so hiše delale, ker vidva zdaj delata, ker OHS dela. Moj znanc je starejši arhitekt, je pred časom rekel, zakaj recimo Dunaj ali pa v Nemčiji. Tam imaš recimo revijo Heuser. Ampak sestrska revija je Schöner Wohnen. Ampak to je gospodinska revija. Ampak skozi Schöner Wohnen oni plasirajo lepe izdelke, Alesi, taka hiša, to. Pol pa, ko pa gospodinja hoče bottom up, takrat pa pol, jasno se mora pa pol še arhitekt tudi izkazati, da ne zapaca nekaj, ampak da tudi naredi. Ampak sam na ta način, s dvigom splošne kulture, zato sem jaz toliko vesel, da se vse to dogaja. Jaz moram tukaj tudi reči, da tako kot revije, tudi dobri arhitekti dvigujete to zavedanje. Imaš dobre projekte. To bi moral reči, dviguje vsaj ker se tudi ti dela. Ko sta prihajala iz Dunaja, si delal kaj tisto za enega vinarja ali nekaj, kaj je bilo tisto? Od Aleksandra. Aha, ja, za prijatelja. On je Zidanco, eno Zidanco, pa je imel eno staro Prešov, pa so pa skupaj razvili en tak projekt, ki je tako zelo v istem gabaritu, kot je bila tista prej viničarska hiša, pa je pač sodobna česa. Ampak tako odkar delava revijo, ima tako arhitekture zelo malo, ampak se pa tudi vračava k njej. Ti kar veliko delaš, vse imaš, Matevž ima vedno 3 projekte na mizi, individualne hiše, prenove, ves čas. Vsem tem delu, ki ga tako delate. Par ugradni pa to, kar se mi zdijo kar dobri. No, ja, recimo. Če bojo objavljeni v eminentni reviji, pol že je nekaj vrednega. In se mi zdi tudi to, pač dobri projekti, ki nastajajo, tisti pol pričajo o tem kakovosti bivanja, navdahnejo marsikoga k temu, da se reče, jaz bi tako živel. In to je taka splošna kultura bivanja, ki se izboljšuje bistveno. Jaz mislim, da tukaj je zaznati najbrž en napredek v zadnjih 20-30 letih. Čeprav bi si pa vsi želeli, vsi bi si želeli, da bi šlo hitrejše. Tako kot smo prej govorili, kako srečo imamo in kako privilegirani smo, da živimo v
da imamo srečo, da živimo v miru, pa v blaginji v bistvu. No? Večina nas, v Sloveniji je škoda, da prostor tega ne odraža zares. No? Imamo vse možnosti, da bi bil prostor urejen, pa ne funkcionirajo niti te neke čist osnovne stvari, od infrastrukture naprej. Nimamo javnega prometa, ceste so za nič, železnic ni. In tukaj se vse začne, če ni temelja, pol ne moreš. In je v bistvu, bi lahko rekli, da je čisto vse narobe v prostoru, v Sloveniji. Da imaš sicer te neke majhne, izjemne projekte, 5, mogoče 10% arhitekture je res dobre, velika večina pa ni dobre. No? In tudi, če pogledaš Ljubljano, se ima lep center, ampak že ko ti za Bežigrad prideš, je vse prazno, zanikrno, kolesarske steze so za nikamor neuporabne in pol se to sam še slabša. No? Tam, kjer mi živimo, pa je lep del, BS3, krasno naselje, fantastično, če pogledaš zasnovo, Arnautovičevo, ampak da prideš do šole, kadar dežuje, si moker do kolen, zato ker so luže. No? Pač ni nekega občutka za urejanje prostora, in tudi to je razlika med Dunajem. Na Dunaju ljudje zahtevajo spremembe, Če ne bo kolesarska steza poštimana, se bo nekdo pritožil in zahteval, da se jo uredi in se jo bo uredil, če ne bo nekdo odgovoren, izgubil službo. Pri nas ni noben odgovoren, se to velja pa olov odgovor. Tako, ni odgovornosti, razpršeno je, gre na nek strateški svet in pol se nikoli ne zaflika v kolesarske steze. No, ta javni promet, ki ste omenili, to je, mi smo na vasi doma. Takoj, ko mi kdo začne ropotati, kako se bo javni promet uredil, to je pa še ena moja nevralgična točka. Ker dejansko, zdaj je bilo, ta mala je prespala pri prijateljci iz sobote na nedeljo, ker so ne vem, kaj so imeli. Zamudila je avtobus ob 6 zjutraj, na kar je naslednji, ne vem, ob 8 ali 9 zvečer. Mislim, kaj ti preostane drugega, tako da, ko mi še naučita javni promet, jaz ne vem, ampak meni da preostane drugega, kot usesti se v avto in jo iti pač nekje sred dneva iskati. In to me noben prepriča, da je to nerešljiv problem. Ker se spomnim še, ker sem kot študent pri Lajevcu risal, pa vem, je prelekel eno študijo, pa ne vem, če nekaj iz Dunaja, ne vem iz kje. Da za metro, se pravi podzemno železnico, da ti rabiš, kritična masa je 1 milijon ljudi. Ampak po drugi strani se spomnim, ker smo še backpackali po Franciji, jasno, Pariz je večji, ampak po Parizu šiba pač metro, ampak pol tukaj le ven pogleda in poveže še bistveno več in te linije se. Tale vlak tukaj voz na 5 minut, pa jasno, tle, ker se pa to razreč, gre pa 1 na 5 minut sem, 1 na 5 minut sem, 1 na 5 minut sem. Ampak še zmer je neka sprejemljiva frekvenca, ker da javni promet funkcionira, te mora pripeljati, pobrati približno tam, kjer si, popeljati približno tam, kjer želiš, pa z neko frekvenco. Se pravi, če voz na 5 minut, je šansa teoretična, da ga čaka 2 minute pa pol. Če voz na 10, je že 5 minut in tako. In pri nas ni vlaka, že to bi se po moje dalo v Ljubljani narediti, ker če bi ti pa povezal z nekim to železnico, ki vam pogleda, ali pa sploh ne gre nikoli noci, tu je vseeno. Do Kamnika, ki je čisto slepo črevo, do Litije, do Celja, do Grosuplj ali pa Ivančne, do Vodic, lahko tudi Kralj. Pa dobereš tam 1 milijon ljudi. S tem, da Graz ima 300.000 prebivalcev, pa gradi podzemno železnico zdaj, gradijo jo že. In za 2 linijama imajo, mislim, da ne vem, koliko že, mislim, 8 ali 9 linij tramvaja, isto veliko mesto kot Ljubljana. S tem, da še pred časom smo objavili eno kolumno Aleša Gabrielčiča, kjer je pa najdel eno romunsko mesto, Kluž, kjer je
280,000 prebivalcev. Zelo dober primer, to mi je bilo fenomenalno, da je to napisal. Dobili so evropska sredstva za podzemlje, ki bo stala to, kot je ta naš potniški center, ki bo stal milijardo vse skupaj, kjer bomo dobili še en shopping center, še ena stanovanja, ki noben ne bo mogel vsi privoščiti, in neko postajo, kamor bojo prišli vlaki po nekih avstro-ogrskih progah in odšli naprej po avstro-ogrskih progah, pa avtobusi, ki nimajo, ki je že zdaj premehna to, kar so zdaj baje zračunali, oziroma že v natečaju dali premalo prostora, in že novo postajo gradijo na drugi strani, s tem, da ko gledaš to obstoječo postajo, imaš še vedno gor neka jugoslovanska mesta napisana na tistih tablah, nekaj sploh ne veš več, kje so, pa kdo se tja voz, pa kam gre. Ampak je to stvar arhitektov, da se to končno realizira, no? Jaz mislim, da to presega arhitekturno strogo. Presega že, ampak mi smo to še kaj drugega kot arhitekturna stroka. To je stvar. Vaju, ki ste v Ljubljani, meni, ki sem mislil, da v Ljubljani ima svoj problem. Jurija, ki je tudi tam v Ljubljani, pa ima spet svoj problem. Ampak, ko imaš ta problem, ga rešiš, da si kupaš avto, pa imaš pol... ampak, če bi želeli neko tako družbeno koristno rešitev in prostorsko smiselno uvesti, saj vemo, saj obstaja milijon študij, zakaj ne pridemo do tega, da se to realizira? Ne vem. Preprosto. Kje sfali? Kje je kratek stik? Moja teorija je v tem, da recimo en uradnik, odločevalec, ki ima pač državno plačo in je tam, bo ta njegova plača popolnoma ista, a bo šel nekaj graditi ali pa ne, ali bo postavil nuka, ali ga ne bo. S tem, da če bo šel postavljati nuka, bo imel probleme, stres, pa stroške, pa vsak ve, da gradbišče biti upleteno iz kjerkoli plati, ni pač enako kar temu, da si tam v pisarni pa isto plačo dobiš. In jaz mislim, da tukaj se veliko stvari pač ne naredi zato, ker je jih težko narediti in ni človeka, ki bi užival v tem, da nekaj težko. Ta birokracija se je razrasla in živi tam. No, ampak tudi, če pozabiš vsa sredstva, če pozabiš, da bi morala dejansko to pa res na nivoju države se nekaj videti, ali pa mesta, ali pa vlade. Nekaj. Zdaj, če bojo naredili študijo, to je podobno kot s tem iPadom. Koliko ljudi bi kupili iPad, če ga noben ne pozna? Zdaj, če naredijo študijo, koliko ljudi se vozi v nedeljo z avtobusom, noben ga ni. Ampak jaz verjamem, tudi če bi uvedli avtobus, ki bi pelal, bo pelal prazen. Zato, ker pele, več časa, če ne bo frekvence. Ti rabiš frekvenco, da veš, da ne boš čakal ga več kot 10 minut. Ampak in tajzga verjetno Moravče, kjer smo mi doma, tudi še ne bi napolnili. Ampak jaz sem hodil po La Pazu, ste bila kde v Južni Ameriki? Ja, jaz sem bila s Koželjem na eni čudoviti ekskurziji po Braziliji. Tam tudi ni v takem smislu urejenega javnega prometa. In kaj se dogaja? Švigajo mini kombički, ki tudi imajo neko linijo, ampak tako na približen. Če pa potnik vstopi, da bo šel pa mečken drugam, gre pa tudi še malo drugam. In je res. In to funkcionira v nulo. Ti sam tam se postaviš, enega flegneš dol, skočiš noter, kam ti, in to drvijo levo, desno. In jaz ne vem, kje so te, kaj so te, Viator, Vektor, ne vem, kaj so te firme. Pa dej... Saj imaš te zdaj Flixbus pa to, ne? Flixbus že, sem Flixbus, da vosim Moravče. Ti rabiš en mini kombi, ki bo vozil do Moravč parkrat, ampak bo to kreden, ne? Ta pa tudi ne more toliko izgube delati, da ne bi mogel to narediti in bi lahko brez sredstev, brez milijardnih projektov, brez podzemnih hitro rešili to, da jaz ne rabim avto. Dobro, se samo vozeči, recimo, bojo to čez nekaj časa tudi do neke mere uredili, ampak vseeno. Ni to, ne. Mene je ful čuden, da sem to politiki, ki so bile zdaj volitve v Evropski parlament, nasploh, zakaj niso to predvolilne teme, kdo bo boljš rešil promet, pa take čisto osnovne prostorske zagate, ki res otežujejo, pa znižujejo kvaliteto bivanja vsem. Zakaj to ni tema, ki bi se kresale ideje, kdo bi, da bi en prišel politik pa rekel, lejte, če bom izvoljen, bom pa spelil in da bi potem res spelil.
rešitev prometnih zagad. Sej to ni tak problem, pa se je čist majhna država. Mislim, če bi kdo tako naredil to, ne, da bi izvenel tako Mislim, kar železnice milijarda so za pod stanovanja. morjem. Ne. Da je to tako dosti podobno. No, a imaš zaupanje, da če nekdo reče, bom pa zdaj pred volilnem času naredil progo do ne vem kaj, podzemno za Ljubljano. Se veš, da ne. Ja. Načrt. No, ampak dobro, če bi nekdo to Lansiral rekel, idejo, ja, to je. pa da bi dobil vsaj nekaj glasov, bi to polci, veš, tiste, ki dobijo glasove, tudi druga politika pripozna, tole nabira glasove, pa da Ne vem, je. zeleni imajo to temo. No, sej pusti. No, ampak tukaj se mi zdi še ena pomembna problematična stvar, ne, da ko se pravi prepovezana in z mobilnostjo in z grajenim prostoroma, ne, ker pač naš sistem tako funkcionira, da se te stvari niso v programih, ki bi se dejansko realizirali, pola, ne, si pol in za svoje bivanje prisiljen največkrat poskrbeti sam, ne, in pol poskrbiš, da najdeš neko parcelo nekje, pa zgradiš hišo in se dogaja ta razpršena gradnja, kakor se, ne, kar potegne za sabo to, ne, da javni prevoz, ki bi funkcioniral, bi mogel biti blazno razvejan, ne, ker je težko vzdrževati pol, in drugič to, da si pol pač ta problem sam rešiš s tem, da si kupaš avto, ne. In ko si nekdo enkrat kup avto, investira v to, ne vem, nekaj 10,000 evrov, ne bo potem še hkrati kupil letne karte za nedelujoč ali pa za nek drug, bo pač izkoristil to svojo investicijo, v katero je šel, ne, in bo porabljal avto naslednjih ne vem koliko let, tako da so te prehodi po moje počasni. Ne. So počasni, ne vem pa, če imaš to prav. Recimo, če gledam samo v svoj primer, jaz imam povedal, avto, jaz moram imeti avto, ker jaz toliko različnih koncev, to noben javni prevoz ne bo nikoli, razen če nas bojo z droni vozili, ne bo funkcioniral. Ne? Ampak kljub vsemu, če bi to funkcioniralo, recimo danes pa ne bi šel z avtom. Z največjim veseljem bi to vzel, pa da bi se pripeljal sem noter. Z največjim veseljem, res. Ja, jaz tudi tako, če bi imel to možnost, ker mi je ta čas, ko vozim, ali pa če bi me javni prevoz vozil, meni bilo veliko boljš knjigo brati, delati, članek pisati, ali ne vem kaj, izkoristiti ta čas drugače, ker da jaz komaj čakam samo vozeče avtomobile, da mi ne bo to. Kaj čakajo, ampak tukaj mi gre pa razvoj čist prepočasi. Ja, ne se razvoj že, ne se sam zakonodaja problematična. Se vem to, ja. Mislim, dejansko tukaj narediš na te moralne odločitve. Če ti greš, pa se znaš v situaciji, pa nekoga zbiješ, se pa ve, aha, ti si ga zbil, človek ga zbil, tako je naredil. Če se bo pa avto sam odločil, ali bo zbil nosečnico ali 70 let starega, se pa že nekdo sprašal, zakaj se je tako odločil. Vse vprašanje, če bi tako dobro razvit ta avtonomni sistem vožnje, pa mogoče sploh ne bi bilo te dileme, da koga zbije. Vedno se bo lahko zgodila. Skoč pred avtom. Jaz mislim, da to, da bojo avtomobili znali dokazano boljše voziti kot ljudje, bo zelo hitro. Jaz to niti ne bi več v desetletjih štel, jaz mislim, da to so stvar let. Ja. In da tudi bo slejko prej prišlo do tega, da boš ti moral narediti izpit, tako kot smo se zadnjič pogovarjali pri tistem maju, da boš moral narediti izpit za to, da boš še smel sploh sam voziti, ker bo dokazano, da je manj. Ampak ravno ta moralna dilema, kam te zapelje, ali bo zapeljal v 100-letnika, ali v mamico z otrokom, ali bo rajš tebe v zid počel, da ne bo unih dveh ubil, to razrešiti, ker se lahko zgodi, jo bo moral avto razrešiti, če bo nekaj sam vozil. Zdaj pa če reče, če se je zgodilo, kar se je zgodilo, tam pa ni več pol to tako.